to je bilo težko, to so bili težki časi. Zato, ker to se pravi, imamo 7 otrok, od tega je 5 deklet, z dekleti je vzgoja, se mi zdi, potekala čisto drugače. Tam sem, recimo, tako kot oče, postavljal meje, pa mi kar etval, oziroma so se jih tudi otroci držali, recimo prav v odnosu z Jakobom, pa to ni bilo več tako. Mi je pa prva stvar, ko jaz vidim, Jakob je meni postavljal tudi ogledalo. To se pravi, sem se pri Jakobu začel soočati tudi s svojim napakam. Mogel sem neizogibno, enkrat, ali pa tako, kot že kdaj prej, ampak tudi pri Jakobu obrniti prst vase, pa se vprašati, kaj ima on prav pri tem, kaj bom pa jaz lahko spremenil, se soočati s tem, da res tudi jaz kakšne stvari narobe delam. Ampak tako, nestrinjanja so bila pa na dnevnem redu. In midva z Andrejo sva prišla do tega, da mora Jakob stvari tudi drugod videti, od zunaj, da bo videl, da to, kar pravi, tam je tako, pa tako, pa tako, da lahko vidim, ampak da vem, da on vidi samo določene stvari, ne pa vseh. In zato je prav, da gre tudi malo od doma, da bo videl, kako drugod kruh na mizo prihaja, kako pa pri nas, kaj mi za to nadelamo, kako so drugod zadovoljni, ki se za mizo dol usedejo, ali pa kako smo pri nas, da te stvari primerja. Tako da Jakob je mu skozi želel jeti v tujino, ampak tako, on je roko držal na kljuki, enkrat sem pa jaz rekel, da je pa pritisem pa pejt. Tako da se mi zdi, da je ogromno pomagala meni, zaradi tega sem se sploh začel pogovarjati z enim človekom. Jaz sem bil prej večino cajta sam, tako prijateljev ali pa tako nisem imel, ker so pač domači, ker smo se družili, drugače sem pa pač delal. Tako da se lihto v odnosih nisem mogel veliko graditi. Ogromno mi pa tudi pomagala moška skupina, ki je vod Miha Novakov. To mi je ogromno pomagala in sem prek tega začel prvo svoje življenje oziroma svoje stvari rihtati. Potem sem pa tudi počasi začel doma, oziroma pomagal sem skozi, ampak tako, da sem pa zdaj bolj redno, oziroma da sem zaposlen doma, pa to je pa trenutno dobre pol leta šele. Tako da. Lepo pozdravljena, Mirko in Jakob Bizant z kmetije Prmalenšek. To je iz Žleb ali Žlebov pri Medvodah. Oboje je pravilno. Dobrodošla v podcastu Rast. Sem zelo vesela, iskreno vesela, da sta rekla ja, ker se bomo danes dotikali teme, ki se je v našem podcastu še nismo. In to je tema odnosov med starejšo in mlajšo generacijo na kmetiji. Mirko je zaenkrat še gospodar na kmetiji, Jakob je pa v prevzemanju le-te. A drži? Ja. Drži. Ja, čisto tako za začetek bi dala besedo mlajši generaciji. Jakob, kako ti vidiš vašo kmetijo? Našo kmetijo vidim, se mi zdi tako uspešno, glede na situacijo, glede na zemljo, količine zemlje, da sta se oči pa mami, ki sta začela s parimi kravami, pa kakor sta do zdaj prišla, da je to ogromno, no. Oziroma, da sta pravo pot izbrala. Tako se mi zdi, da sta si rarno odprla, da delamo mlečne izdelke. Se mi zdi, da je to prava pot bila takrat, pa tudi zdaj je. Ker samo, če bi bila normalna, konvencionalna kmetija, silaža pa to ne bi normalno lahko živeli, tako kot zdaj živimo, no. Zakaj ne bi normalno živeli? Ker bi mogli povečati, zemlje pa trenutno ni, pa tudi takrat še ni bilo takih strojev, da bi lahko zmogli te stvari doseči. Bi šlo, sigurno bi šlo, ampak je za to kmetijo bila potrebna ena druga pot, ena posebna pot, ki sta jo narisala oziroma naredila. Meni je pa všeč. Tvoja starša, Mirko, kako pa je bilo v tistih časih, ko sta se vidva odločala za neko tako prirejo, pa ko sta razmišljala, kaj želita svojo kmetijo, če se mogoče vrneš v tiste čase, kako je bilo? Ja, lahko se vrnem, seveda, se dobro spomnim.
pravzaprav nisva veliko vedela. Ne. Je tako, midva sva kmetijo našo prevzela tako malo po sili razmer, drugače bi mogel biti brat doma, ampak je nažalost zbolel in je pokojni, tako da je poj čist tako samodejno padla ta odločitev, da kmetijo prevzamem jaz oziroma midva z Andrejo. Seveda, volje do dela nama ni manjkal, tako pa tudi ne načrtov ali pa želje, da bi kaj iz tega naredila. Ne. To sva videla, poleg tega sva pa zmeraj želela imeti večjo družino in to se je pa nama zdela edinstvena prilika, da na kmetiji imava lahko večjo družino. To se pravi, kje bojo otroci gor odraščali, ne, v sožitju z naravo, z živalmi, s prostorom, ki ga je neomejeno, kot da tem sva videla eno veliko prednost in sva jo želela tudi na ta način izkoristiti. Seveda sva bila pa nevedna, v kaj se spuščava, marsikaj sva poskušala, tudi v tujino sva imela priliko dosti hoditi in sva tako nekako že videla, kam gre razvoj takih kmetij. Moram reči, da ne zato, ker to ni lih dobro, ampak nikoli nisva bila naklonjena takemu načinu kmetovanja, čim več, za čim nižjo ceno, ker te, preprost cilj, ekonomika, če jo češ zračunati, zato sva zmeraj imela željo, da bi eno svojo pot ubrala, to se pravi, da bi čim več kar pridelala, tudi nekako poskušala sama naprej prodajati ali pa plasirati na trg. Poskušala sva navezovati kakšne stike tudi s prijatelji in tako sva se dodobra spoznala s kmetijo Postotnikom, Žužem pa z Milana iz Gorenje vasi, iz Polanske doline in sva tudi po njunemu zgledu midva ubrala to pot, ko sva nekako začutila, to pa je tudi pot za našo kmetijo. To se pravi, da poskušamo ta mlek, ki ga doma ne moremo tudi predelati. V tem sva videla tako veliko dodano vrednost. Nista poskušala, si rekel, in sta bila nevedna. Zelo nevedna za tiste čase. Ja, nevedna, da nisva v bistvu še krav nisva znala dobro futrati, kako pomeni kravo futrati. Včasih je bilo to čisto drugače, pridelati dober futer za krave, potem dosečno tako dobro kvaliteto mleka, iz katerega se potem lahko izdelajo in izdelujejo tak mlečni izdelki. Andreja je veliko hodila v tujino na razne tečaje za to predelavo mleka. Tega znanja pri nas ni bilo toliko. Nekega je bilo sploh na Tolminskem ali pa v planinah samo, ni bil tako dostopen. Poj šele, ko smo začeli v tujino hoditi, pa preko, ko je bil ustanovljen Združenje kmečkih serarjev, tle pa res bila ena taka velika zakladnica, oziroma vzpostavili smo ene dobre povezave s tujino, tako da smo prišli tudi do tega znanja. Najbolj v tem smislu. Nisva pa tudi vedela, kva to pomeni za čas, za dan, ki imaš 24 ur, ne 40, pa poj to vse skupaj združevati z družino, z majhnimi otroci, tako da sva videla, da bova mogla nekako najne želje, predvsem moje, Andreja je bila bolj na realnih tleh, jaz sem pa velike želje, da jih res moram nekako ukalupati tudi v najne zmožnosti. Zmeraj sem hotel malo več, ampak preprosto ni šlo, majhni otroci, pa toliko velik dela, pa utrujenost, pa tako. Tako da počasi z leti sva pa nekako prihajala tako na tako zeleno vejo ali pa tudi na zadovoljstvo do tega, kar sva delala, pa tudi na rezultate tega dela. Se mi zdi, da največ jih pa uživa prav zadnje leta. Zdaj se mi zdi, se pa res kažejo, ni teh skrbi, kako bo finančno, kako bomo to, znava poiskati odgovore na različne vprašanja ali pa rešitve na različne probleme. Otroci so zrasli, nama lahko pri čem tudi pomagajo, tako da zdaj pa to veliko lažje. Ja. Pa sva zadovoljna, moram reči, da lahko priznam, da sva zadovoljna z rezultati tega dela. Sploh je pa to en velik zadoščenje, tudi če še nisi vprašala, ampak danes nisem po sebi umeven, da kdo želi sploh kmetijo prevzeti. In da sta Jakob pa Klara imata ta veselje oziroma to željo, to je za naju velik zadoščenje. Ja, zelo mi je bilo všeč, ko si rekel, da si zadovoljen, in to je tudi na vaši spletni strani na nek tak način napisan, če se prav spomnim, da sta zadovoljna, predvsem zato, ker imata vidva dober odnos.
ali da je to vajno sidrišče, mislim, da tako piše. A vam je to, da je vajen odnos nekako na tem prvem mestu, pa prej si omenil, ne tvoje želje, se pravi, si to predstavljam, moški ste tisti, ki na eni strani tako naprej potegnete to, se pravi, bomo rekli, poslovni del kmetije, ne, ženske pa tiste, ki skrbimo za gnezdo, pa dom, pa tako, pa malo postavimo na realna tla. Sta že od nekdaj gradila toliko na svojem odnosu, tako, odkje je bila ta želja, da res želite na tem delati? Ja, mi dva sva imela srečo, tako da danes oba to imenujeva, da sva prišla, še preden sva se poročila, da sva spoznala patra Vitala Vidra in sva prišla v njegovo predzakonsko skupino, pa potem smo tudi zakonsko skupino ustanovili. In Vital je naja naučil pogovarjati se. In ko sva se pač veliko pogovarjali, pa ko se res nekako spoznava te globine tega odnosa, človeškega odnosa. To je temelj, jaz se sploh ne morem predstavljati, da danes ne bi legal z Andrejo zvečer v poslu, da bi bil sam, oziroma da bi mu pse ženo, ki jo v bistvu ne bi poznal, ki bi jo poznal samo preko dela ali pa to. To je nad vsem, mislim, odnos, če dodan z ljubeznijo, jaz mislim, da to je, mislim, to je temelj, to je pogon vsega dela, vsega. Jaz prav zaradi tega, ker se ima čutva, da se imamo med seboj rada, oziroma da se podpirava, da se čutva. To je moja energija za delo. Tako, to je res na kratko, ampak o tem bi lahko še. Ampak bistveno se mi zdi, se reko nad vsem ali pa pod vsem temelj, iz tega potem raste pravzaprav. To je za kmetijo ključno, se mi zdi. Ključno za vsak odnos. Za kmetijo, ko smo pa toliko skupaj, od zjutraj do večera, od večera do zjutraj, ne samo tako v popoldanskem času, tudi med delom, tudi načrte skupaj kujeva, tudi skupaj žanova sadove najega dela ali pa neuspeha, sva skupaj, ne vem, v žalosti, v veselju. To je res, se mi zdi res bistveno. Ne vem, jaz se ne predstavljam, kva bi me lahko danes bolj zadovoljil, tako kot moškega, kot očeta, kot moža, se sploh ne predstavljam drugačno. Ja, in če gremo iz tega odnosa na odnos oče-sin, Jakob, ti si imel malo posebno pot v tem smislu, se mi zdi res vredno to predstaviti, da nisi bil ves čas doma v odrasli dobi. Ti si dejansko šel z kmetije za nekaj časa, 10 let, od tega 3 leta v tujini. A nam lahko malo več poveš o tem? Kako je prišlo do tega? Največkrat je bilo to, da ko sta že starša hodila v tujino, da je tam nekaj drugače, oziroma tam so bili veliko bolj napredni. Avstrija, Nemčija v tistih časih je bila veliko bolj napredna, kakor Slovenija. In sem imel že tako zmerno željo, pa tudi oče to velikokrat rekel, da je treba iti v tujino. In sem imel zmerno željo, da bi pa šel v tujino po šoli, naprimer, da bi šel v tujino, da bi bil na praksi ali pa da bi pa za nekaj časa šel v tujino. Pa mi pa šola pač mi ni šla, mi tudi še zdaj ne gre, ali pa tako, zdaj nisem zaključil, ampak mi ni šla šola in sem pač skoraj namesto tega sem šel pa v tujino. Tudi doma so vedela, da moram iti jaz stran, že takrat, to je bilo že pač v srednji šoli pa tako, da so vedela, oziroma da sem tudi vedel, da moram iti stran, čeprav sem imel veliko željo biti doma, pa delati veliko v šoli. Potem sta pa, se pravi, si ga ti poznal, profesorja, oziroma je bil že v Sloveniji, že pri nas, en profesor iz Nemčije, ki sta ga kontaktirala, oziroma smo ga kontaktirali in mi zrihtal eno kmetijo. In sem šel gor. Se pravi, si ostal v kmetijstvu? Ja. Šel si pa od doma. Ja, in rekel si, da je bilo prav, da je bilo treba iti na razen. Kakšen je bil vajen odnos v tistih časih? Težek. Zelo težek. Takrat se mi zdi, da niso tako nič naredila. Se mi zdi, da so se več kregala, kakor pa pogovarjala. Veliko več. Kaj si pa ti občutil? Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela. Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela, da to ni prav, kaj dela. Ker takrat se mi zdi, da nisem razumel tega odnosa, oziroma družina, da mora biti prva.
Nisem zastopil oče, oziroma oba starša sta pa dala veliko časa za družino, sploh 5 punc. So veliko časa se mi zdi potrebovali tako za pogovore, pa tudi midva z bratom. Veliko časa se mi zdi, da sem velikokrat jaz kar čakal že v traktorju, da gremo, oni so se pa noter še pogovarjali oziroma menili ali kregali ali karkoli. Jaz sem bil pa že živčen noter, sploh mlajši, no, da moramo iti delati ali pa tako. Ta moška energija, gremo delati. Ja. Oziroma želja potem, da sem šel voziti s traktorjem, vsaj v mlajših letih. Kaj si pa občutil od svojega očeta, recimo, ko si ti imel neke svoje predstave v kmetiji ali pa kako delati, recimo, ne vem, kaj so bili tako ta glavni vajni viri izzivov, ki ste jih imela med sabo? Je največ dela oziroma usmerjenost kmetije, pa način dela, način tudi skrb za stroje. Jaz sem imel rad, se mi zdi, da sem imel rad tako spucane traktorje, pa urejene stroje, pa mi zdaj več ne ratuje to, je podrazno, ne, nimam več časa za to. Takrat tega nisem zastopil, niti malo ne. In se mi zdelo, da je velikokrat tako, da sem kaj pospravil, spucal, pa je šel pa oči noter, je bilo pa isto. Pa ne moreš nič v bistvu narediti, ne. Ko greš na travnik, če je mokro, mažeš, ne. Tako da to se mi zdi, da sploh nisem mogel zastopati takih stvari, no. Pa je pa to samo rastel in pa je bila vsaka stvar, vsaka metla, ki je bila narobe postavljena, me zmotila, no. Je bil povod. Ja. Mirko, kako si pa ti to doživljal v tiste čase? Ko se spomniš, ti moraš v najbolj burnih časov vajenih, tako. Ne vemo še, kaj nas čaka, ne? Do sedaj. To je bilo težko, to so bili težki časi, ne? Zato, ker to se pravi, imava 7 otrok, od tega je 5 deklet, ne? Z dekleti je vzgoja, se mi zdi, potekala čisto drugače, ne? Tam sem recimo, tako kot oče, postavljal meje, pa mi kar ratval, oziroma so se jih tudi otroci držali, ne? Recimo prav v odnosu z Jakobom, pa to ni bilo več tako, ne? Je pa prva stvar, ko jaz vidim, ne, Jakob je meni postavljal tudi ogledalo. To se pravi, sem se pri Jakobu začel soočati tudi s svojim napakam. Mogel sem neizogibno, enkrat, ali pa tako, kot že kdaj prej, ampak tudi pri Jakobu obrniti prst vase, ne, pa se vprašati, kaj ima on prav pri tem, ne, kaj bom pa jaz lahko spremenil, ne, se soočati s tem, da res tudi jaz kakšne stvari narobe delam, ne. Pa druga stvar je ta, da je bila pač tudi tako, se je že začela kazati ta medgeneracijska razlika. Jakob je toliko mlajši, kakor jaz, ne. Jaz določenih stvari že nisem več tako sledil, kakor jih je Jakob s svojo družbo, ne, ko so se to pogovarjali, ali pa v šoli, ne, mu nisem več sledil. Poleg tega, ne, moram priznati, jaz nisem toliko natančen kot Jakob, ne, in to je Jakoba neznansko motiva, ne. Jaz pa, kljub tem, da sem se lahko tudi daj trudil za to, ne, jaz nisem v tistih 12 urah dneva ali pa 14, kar je, nisem recimo, kljub dobri volji nisem mogel nadoknaditi tega, nisem od tega potenciala vse pa, ne. Potem tudi vrednote, recimo, te vrednote, ki sva jih dva gradila, recimo z Andrejo, najne od družina, ne, potem so kakšne stvari toliko moteče ratale, je Jakob začel tudi te, rekel, vrednote, ki sva bila prepričana, da sva jih tudi njemu vcepila, oziroma da jih je predobo, ne, jih je recimo začel ignorirati ali pa tako, ne. Pa prvič to, kar sem že prej rekel, da se moram sam s seboj soočati, pa recimo ta žalost, kako to, da tega, on pa tega ne dela, ne, pa tako da sem rekel to žalost, ko sprejel, ne vem. Kot je neuspeh. Ja, ne, tako, pa da je to res nekaj življenjskega, ne. Pa je to, ne, pri Jakobu, tudi pri puncah, to ni bilo toliko izrazito, pri Jakobu je bilo pa to veliko bolj izrazito, ne, da sem jaz oče in da toliko velike sinove ali pa otroke jaz vzgajam, ne. Oni morajo v meni videti tistega, rekel, moža, kar je na mestu, ne. In jaz sem s tem, ker sem videl, da me Jakob v kakšnih stvareh prerašča, sem pač mislil, da jaz tega nisem zmožen, oziroma da jaz pa ne morem biti, rekel, ta njegova največja figura, ki si jo v življenju recimo sin lahko za očeta postavil, ne.
naslednja stvar je to, da, kot sem že rekel, da sem jaz tisti, ki moram z Jakobom se dogovarjati, mu postavljati meje, pa to ne Andreja, sploh ne mama pri teh letih, da so tudi to udejanjala, da so se pogovorila, pa da me Andreja podpira, sem jaz čutil, da karkoli bom naredil, ne more biti Andreja zmeraj zraven, oziroma karkoli se bom odločil, da vem, da me Andreja podpira, da bom lahko prišel k njej, pa bo rekla, ja, Miro, to si naredil, kar si znal, kar si zmogel takrat, to bo sigurno najbolj, Vrbat bi drugače lahko tako, kot tako, pač Andreja kot žena, kot ženska, bolj, se mi zdi, da bolj tankočutno vidi te odnose, in je prav, da sem jaz to čutil, da me podpira, ne pa da me ona rihta, zakaj ni z tega tako naredil. To sigurno ne rodi nobenega uspeha. Tok na hiter. In pojk je prišel ta, ko so ti prepiri ali pa ta nezadovoljstvo. Saj se nismo skozi prepirali, saj smo se tudi pač določene stvari ali pa smo se tako doska dol usedali, bomo planarili, pa smo se kaj zmenili, tudi če ni bilo tako. Ampak tako, nestrinjena so bila pa na dnevnem redu, na dnevnem redu. In midva z Andrejo sva prišla do tega, da mora Jakob stvari tudi drugot videti, od zunaj, da bo videl, da to, kar pravi, tam je tako, pa tako, pa tako, da lahko vidim, ampak da vem, da on vidi samo določene stvari, ne pa vseh. In zato je prav, da gre tudi malo od doma, da bo videl, kako drugot kruh na mizo prihaja, kako pa pri nas, kaj mi za to nadelamo, kako so drugot zadovoljni, ki se za mizo dol usedejo, ali pa kako so pri nas, kako smo pri nas, da te stvari primerja. Tako da Jakob je mu skozi želel jeti v tujino, ampak tako, on je roko držal na kljuki, enkrat sem pa jaz rekel, da je pa pritisem pa pejt. Tako da to v bistvu sploh ni bilo tako veliko presenečenje, Jakob, da je pa greš. Je bilo, vsi smo čutili, in jaz in Jakob, da to treba narediti, in rekel je, treba bilo sam še na kljuko pritisniti in je šel. Meni se zdi to po eni strani zelo dobro, a ne čist tako psihološko, to je neke vrste bila vajna popkovina, in se mi zdi, tako si dobro besedo, pri vzgoji hčerke je res drugače, sin pa po eni strani ogledalo, po drugi strani pa svojo pot išče, če se ne prereže ta popkovina, je verjetno zelo težko, velikokrat gledamo na kmetijah, situacijo, ko si ne naredi, tega prereza, pa je mogoče potem še večja navezanost na mamo, ko potem pride žena, so tam težave, ker seveda, ko ni prerezana, se ne more na nov vezati, v nov odnos, tako da to se mi zdi zanimivo in hkrati, da je bilo očitno zdravo za vas, za vašo družino. Ne rečem, da to mora vsak narediti, ampak... Se bi samo za nas govorimo, nič ne rečem, da je to treba narediti, to sploh ne. Pa to, sem že omenil, ta piedestal staršev ali pa očetov, otroci imajo zmeraj pač nekje postavljenega, pa z leti spoznajo, da ni vse tako, kot so me videli, in njih pri Jakobu je bilo to zelo izrazito, ampak je mogel Jakob tudi od drugot videti stvari, pa kar recimo so tudi pri meni uporabne, ali pa tako bom rekel dobre, ki so se v najbolj v življenju z Andrejo izkazali, da so dobre. Ja, druga perspektiva verjetno, se mi zdi pa tudi prav, da kot mlada generacija si ti videl iz drugega zornega kota, iste stvari. Se pravi, 10 let nisi bil tujini, 10 let si bil od doma, če prav razumem. Kakšen proces si pa v teh letih recimo dal skozi, da si se pa zdaj vrnil, da si videl, da želiš tukaj nadaljevati, da bo ta odnos bo tak, da boste lahko sobivali? Kakšen je bil ta proces? Ali pa je še eno, verjetno? Je še verjetno, ampak največ je pripomogla žena moja, Klara. Zaradi tega, ko so začela tako hoditi, ko so se spoznavala, se mi zdi, da je ogromno pomagala meni, zaradi tega sem se sploh začel pogovarjati z enim človekom. Jaz sem bil prej večino cajta sam, tako prijateljev ali pa tako nisem imel, ker so pač domači, ker smo se družili, drugače sem pa pač delal. Tako da se v odnosih nisem mogel veliko graditi. Ogromno mi pa tudi pomagala moška skupina, ki je vod Miha Novakov. To mi je ogromno pomagala in sem prek tega začel prvo svoje življenje oziroma svoje stvari rihtati. Potem sem pa tudi počasi začel doma, oziroma pomagal sem skozi, ampak tako, da sem pa zdaj bolj redno, oziroma da sem zaposlen doma, pa to je pa trenutno dobre pol leta šele, tako da
da je tako zares. Prej sem pa vsak dan pomagal doma, tako da so tudi počasi pa spet začela se prihajati. Ni bilo tisto, da je bilo takoj, v en naslednji dan bomo pa cel dan skupaj, ampak je bilo po 2 uri, po 3 ure, popoldne, pa samo ob sobotah ali pa ob nedeljah, če je bil del. Tako nisem bila kar naenkrat orang skupaj. To tudi se mi zdi, da je zelo pomagalo k tem, da... Prav ta počasno ja, nazaj. Sicer se veliko ne naredi, veliko se ne naredi, se mi zdi, da je ogromno dela, a ne. Če sem sam za toliko časa kja prišel, bi res samo ta nujno delo, ampak zdaj vidim, da vse počaka, da sem sneg pokrije delo, drug pa ne, tako da vse se je pač naredilo to, kar smo pač zmožni narediti, ali pa to, kar sem nezmožen narediti. Vse počaka. Koliko pomembno se ti pa zdaj to, da gradiš ti dober odnos s svojo ženo. A ne, vidva se verjetno ogromno tudi pogovarjata o teh stvarih, kar se v tebi dogaja v odnosu starši, recimo. Koliko pomemben je pa ta vidik zate? Skozi bolj. Skozi bolj, ja. Skozi bolj. Tudi se mi zdi, da skozi večkrat rej pustim delo, tudi če nujno pustim delo, pa grem pozdraviti Klaro, ko pride domov, ali se malo eno kavico spiti ali pa nekaj pogovoriti. Veliko bolj to mi je pomembno, kakor pa, da bi mogel pa zdaj delati, pa tiste pol ure. To sem jaz videl samo v Ročetu, nekje druge, ne. Takrat, ko je mami prišla ali iz Tržence ali kakorkoli, sta se malo usedla dol ali pa pač objela, poljubila pa še naprej. No. Tako da zdaj tudi jaz isto to delava s Klaro. Skozi bolj pomemben. Mirko, kako pa, če ti gledaš Jakoba pa njegove, recimo, ki je imel neke želje, sanje, glede kmetije, pa tako, kako pa ti gledaš recimo na njegove sanje, ne? Kot rod, ki bo počas predajal, a ne? Si prej dobro rekel, ne? Da na nek način zdaj žanjeta sadove svojega dela. Novi rod ima pa nove ideje, ne? Lahko so zelo diametralno nasprotne včasih tistmu, kar smo mi ustvarjali. Kako si sprejemal prej, pa mogoče kje si zdaj? Ja, takrat, ko je Jakob začel odraščati, a ne, v srednja šola pa to, so se mi njegove ideje zdele tako precej utopične, no. Ampak mora oba dva z Jakobom priznati, da so bile drugačne, ki jih ima zdaj. Res so se mi zdele nerealne. Enkolmu pa nisem rekel, da je to čist brez veze ali pa to je nemogoče. Dobro, lahko da sem uporabil besedo nemogoče. Ampak tako skušal sem se držati tega, da ga ne bi kar rekel potrl ali pa da ga ne bi potolkel po teh njegovih idejah, da je kolikrat mu je to meni uspel ali pa ne. Gotovo Jakob bolj ve, kdaj je bil lahko tudi zaradi tega užaljen ali pa prizadet, ne, to on bolj ve. Ampak zdaj se mi pa zdi, da je nama z Andrejo že tokrat dokazal, da ima resne namene, kako se ga bo pa tega lotil, mu pa pač poskušava pomagati na ta način, da mu pova, kadar naj vpraša, ne. Drugače se bo ta pa s Klaro sama obrusila oziroma bo mogel svoje želje preko slej pač prilagoditi ali pa jih bo uresničil, kako jih bo ta, ne. Tako da meni se zdi, da takole, ko človek postaje zrelejši, izkušenejši, da so želje, da je povsod pot, če so tudi želje te prave, no, da se da to uresničiti. In, ne vem, ne vidim zdaj pri njima takih želja, da bi bile zame neuresničljive ali pa tako. Midva z Andrejo sam želiva, da bi se jih čim več uresničili. Ne. Pa imate kakšne strahove, recimo, zdaj, ko prihajate počasi v to novo obdobje? Kako, če bi bil čisto iskren, jaz tako, pa tudi z Andrejo bi lahko rekel, da ne čutva kakšnih strahov. Veš, največji strah, ko v življenju vem, je bil takrat, ko so bili otroci manjši ali pa to, takrat sva se res iskreno bala, da se ne bi kakšno kaj naredila. To se mi zdi, če tudi danes nazaj pogledam, se sploh ne predstavljam, da bi to lahko eden od naj prenesel. Tako se nažalost kaj naredi, kakšna taka huda nesreča.
Danes pa tudi ta strah pred izgubo Andreja ali pa mene ni več tak, zato ker se mi zdi to osnovna stvar, da sva nekako otrokom pomagala priti do kruha, je da je za nama, a ne. Mi dva pa tudi med seboj nimava tako nerešenih stvari, da bi zmeraj mu tako nekako v želodcu nosil, to bi pa rad z Andrejo še rešil. Tako sem že prej rekel, sva zadovoljna in da res ne bi mogel, da le tako na hitro reči od strahov. Vsaj takih res osnovanih ne. Mogoče sem na ta vidik želela samo ga raziskati. Se mi zdi, da lahko ima starejša generacija strah, da bo mlajša generacija neko delo, ki ste ga vi opravili, da bo šel v nič ali pa da ne bo uspeha recimo z nekimi idejami, in potem je celo tvoje življenje, vse tisto, kar si vlagal, lahko v bistvu podvrženo, ne vem, koncu. Za naju je ta dogovor, ki ga imamo zdaj sklenjenega z Jakobom pa s Klaro, kako se bo pač žele kmetija prepisala, pa to, za naju je to ta garancija, ki sta dala besedo in mi dva na to dava in to drži. Lahko prije kakšna nesreča, ki ne bomo mogli na to vplivati, ne morem jaz pa od Jakoba zahtevati, da ne še zmeraj to izpolni. Kako? To se mi zdi, da ni pošteno. Tako da ta strah glede tega odpade. Drugič pa jaz tako mislim, da nekako, če sva z Andrejo tako zadovoljna, pa vse prepričana, da sva pa poskušala otrokom, kako bi rekel, dati en zgled, da je odnos med možem in ženo lahko dober, da je lahko srečen, da človeka res usrečuje. Jaz mislim, da je to za ena generacija, da se jim nekaj pokazala, je to največja garancija, da bo tudi naprej tako. Vse tisti, ki se otroci ukoreninijo od tega, tudi če kdaj drugače vejo, ampak ki so pa malo starejši, pa to spet na dan prihaja neizbežno. Jaz mislim, da je to, da sva pač nekako mirna, da sva otrokom dala po najboljših močeh, ker sva znala, zmogla, da je to največja garancija, da tudi ta rod šel tako naprej. Jaz mislim, da je to, drugega skoraj ne more biti. Danes, ne vem, lahko jim dva pomagava hišo zgraditi, pa to, ampak to nikoli ni tako, kakor pa, tudi to se lahko enkrat zgubi, ali pa tako, ampak se mi zdi, da te korenine, ker so jih pri nama videli, pa odnos, ki so ga pri nama videli, je to največja garancija, da bojo tudi oni naprej zadovoljni pa srečeni. Kako jaz to vidim? Jakob, kako si pa ti, če gremo na drugo stran, se pravi, mlada generacija pa tista, ki ima nove ideje, pa na svežino, pa si upa mogoče jeti čez neke meje. Kaj si pa ti v tujini, ali pa v teh 10 letih mogoče, kaj ti najbolj tako poganjali naprej? Jaz bi pa to bi ustvaril na svoji kmetiji. Kakšne so bile ti želje? Če ne bi jih nemogoče. Nemogoče. Kakšne so bile nemogoče, oziroma velikih je bilo takih nemogočih. Kar sem v tujini videl, je bilo največ to, da pri nobeni kmetiji, kjer sem bil, nisem imel odnose pač poštimane, oziroma se mož pa žena jih niti enkrat nisem videl, da se bi ubijala ali pa tako, vsaj na ta prvi kmetiji, tako da tega sem si največ želel, tudi takrat že, čeprav sem imel en tak občutek nesovražnosti. Občutek, da ni zadost, oziroma da nisem jaz zadost. Zadost za svoje starše? Ne, zadost za kmetijo. Za kmetijo, za kmetijo. Ti kot... kot fant, oziroma kot moški, da takrat sem bil fant, da nisem dosti zrel, oziroma da nisem niti imel za to, da bi kmetijo imel ali pa tako, oziroma da si jo zaslužim. Tega sem si najbolj želel, pa je tudi, ko sem prišel domov. Druga stvar, oziroma prej še to Nemčijo sem bil pa prej sem bil pa še v Avstriji, na planini, prav z enim Slovencem, s sinom od Žuže pa Milana, Postotnik. Smo bili pa v Avstriji, na planini na 2000 metrih, smo imeli približno 150 krav, kjer smo zjutraj molzali, ponovadi v 3 zjutraj vstali, molzali, krajo ven spustili, sirarali, pa po krave, pa nazaj noter začer pa molst. Tako da je bilo res vsak dan od 3 zjutraj do 11 polnoči, vsak dan je bil. Zelo delovno intenzivno.
kakorkoli je bilo zunaj dež, si mogel iti ven, če je bil sneg, si mogel biti na snegu. Tako da, ali pa če je v sonce, spet lepo se sončil, če je bilo možnost. Ampak to je bilo še ena taka stvar, ki sem mogel zatrustiti, pa jeti, narediti. Začer se pa sem šel legel v posteljo, pa je bilo to. Pa ni bilo ne tople vode, nič takega, tako da kad je bilo včasih, ko sem se počutil, oziroma tako, kot da je mama prepovedovala, da ni bilo vode, da ni bilo za jesti, da ni bilo tega, tako da sem se pa tako počutil. Za jesti je bilo dosti, vsega je bilo dosti, ni bilo pa tople vode, sem normalno staširal, zjutraj bil mraz, je bila še cela noč, zunaj, ko smo začeli, po noč pa isto, ko smo nehali, je bila že noč. Tako da to je bila tudi ena taka šola, ki smo gurali od sedaj do večera. Kaj ti dala ta šola? Vztrajnost, pa da se da, vse se da. Takrat sem se tudi s helikopterjem pelil, ko smo eno kravo rešvali, tako da je bilo tudi ena tak navdušenje. No. Sem res šel pa še naslednji let gor, čeprav je bilo težko, ali pa sem videl, da me težki časi tako čakajo gor, ampak sem zaselen šel. To mi je dalo eno vztrajnost. Po na tej zadnji kmetiji sem pa res videl, da je eno tako dobro prakso kmetije, ki je podobna naši, samo veliko večja, pa veliko lažji so delali, ampak čisto taka nova kmetija, pa sodelovanje med bratoma, en brat je imel kmetijo, en brat sirarno in kako je ta sodelovanje potekalo, no? To je bilo tudi zelo zanimivo. Pa sem se od tega ogromno naučil. In kaj od teh, recimo, izkušenj si pa prenesel potem v svoje razmišljanje o vaši kmetiji? Je tudi treba sodelovati, če želimo kaj narediti. Največ tega. Tako življenjska šola? Ja. Še prej si rekel, da nisi toliko za šolo, se mi zdi, ta šola še taka, še bolj fundamentalna za odnose, za vse to, kar si videl tam in prenesel. Kaj še želiš pa naprej? Zaenkrat tako pot. Je pa res, da je ogromno dela. Trenutno smo 3, pa še hodijo pomagati. Drugi pa je res ogromno dela, se veliko dela in bova mogla pač, če bo hotela imeti družino še zraven, oziroma da bo družina na prvem mestu, bova mogla nekaj spremeniti, tako da bo mogoče malo lažje delati, da ne bom jaz po cele dneve delal, Klara pa sama noter z otroki, ko se mi zdi, da se tudi želiva veliko otrok, oziroma več otrok. Nama je obima to pomemben, vedela, koliko jih bo Bog dal. Ampak ja, zaenkrat bo taka pot. Se oba dva strinjava, tudi Klara ima ogromno veselja do tega, rada gre v sirarno, čeprav trenutno ne more, ampak rada to počne, rada se ukvarja tudi z ljudmi, rada gre prodajati in to, ko jaz vidim, kako je vesela, to če iz materina pride iz tržnice, ampak ko je vesela, jaz menim, da je ena tako potrditev, to je pa fajn, tega se pa tudi jaz veselim, če je ona vesela. Ok, in v kakšni fazi ste zdaj? Prej, Mirko, si rekel, da nekako ste se zmenili, kako naj bi šlo naprej. Tako, kakšen proces ste dali pa tukaj skozi, da zdaj ste v fazi predajanja? A sem prav povedala? Tako, ja, prav. Najprej sva že nekaj časa nazaj, sva vse najne otroke, smo se skupaj dobili, tako da smo se pogovorili, da je pač prišel čas, da bi kmetijo predali naprej, če se strinjajo, da je to Jakob prevzemnik, če mu še kdo karkoli zareči, ali mu kakšne želje, ali pa karkoli takega povedati, ne lih od tega, kaj bi še od kmetije želel, ampak pač od naših odnosov, da smo se najprej te stvari pomenili. Čeprav to smo imeli zmeraj prakso, da smo, ko so najni otroci odhajali, ko so se poročali, da smo se zmeraj nekaj dni prej dol usedali in je, rekel, smo se med seboj še tako pogovorili, da je kdo povedal, da je vsak povedal kaj lepega, kar smo doživeli skupaj, tudi kaj težkega, če je bilo kaj neizrečenega še, tako da smo res, rekel, nekako poskušali sproti prečiščevati vse stvari, ki so recimo ostajale ali pa še niso bile izrečene, da ne slučajno prevelike ratali. In se mi zdi, da smo na veselje vseh, rekel, dosegli en tak lep dogovor ali pa imeli lep pogovor. In zdaj pač čakamo še to, da gre še Andrej v pokoj, pa bi pa mi dva rada še, s tem se tudi Jakob pa Klara strinjata, da še za Naja
ustvaril en tak gnezdec smehen. Na vsak način bi se rada odselila iz tega dvorišča, zato ker mislijo, da mora biti mlada družina sama na dvorišča. Kmetija je res specifična, je del je skupaj, popoldne je skupaj in se mi zdi, da je to poje tudi na medsebojne odnose. Lahko ne vpliva jih najboljše, pa se mi zdi, da je veliko bolj lepa, mirna pot, ko se pravi, da se Jakob pa Klara res počuta, da sta sama svoja gospodarja. Mi dva pa glihko rabva en kot ali pa en čas zase. Se mi zdi, da je ga lihko raba. Tako da bi se rada vsaj majčkeno nekako v kmetije usamila ali pa majčkeno izolirala stran. Se pa vsi strinjamo, da bova jima pomagala oziroma pomagala, da bomo skupaj še delali naprej, kar bo ta rabila. Tako da to moramo še narediti, pa Jakob. Se pravi, govorimo o neki hiškici. Nekaj v tem smislu, ja. Ampak to je še na domačem dvorišču. To, tako, ja. Tako, ja. Ne morava še več zatrdno, nažalost še nimava vseh adutov v rok, ampak vsi strmemo k tem, ja. Upajmo, da se bo to uresničilo. Ja, res mi je všeč, to, kar si rekel, da sta gojila neko pretočno komunikacijo pa iskrenost. Tako, če se tako, ja. Tako sem recimo, moderno reče. Ja, tako to sem zaznala, da je bilo, da očitno to zelo gojita, veliko delata na tem in rezultat tega so neki zdravi odnosi v tem smislu, da sta tudi težke čase, ne bom rekla, že skozi dala, verjetno da še kaj čaka, ampak da se zavedate, da je to pomembno, Pošteno bi bilo, da bi lahko vsak otrok od tega kaj povedal, ampak Jakob je tle lahko reče, mi dva pa, tako kot sem jaz povedal, mislim, da sva zelo zadovoljna in da smo se tako udružili med seboj, res, da ne ostajajo neizrečene stvari. To se mi zdi zelo pomembno. Tudi lahko tako omenim, preden se je Jakob poročil, lansko leto, sva oba dva imela željo, da greva še skupaj peš na Breze. Sva šla sama peš na Breze, tako da sva se še res čisto sama določene stvari še pogovorila ali pa pogovorila. Zdaj sva oba za vse vedela, pa tako, da sva si občutke recimo kakšne spovedale, kako je bilo, kdaj je bilo res težko ali pa kaj Jakob meni kaj rekel ali pa kaj sem ga jaz recimo žalil s kakšnimi stvarmi. Da so si res lahko povedala to. Tako, ja, ta pot na Breze, peš sam v noči, brez hrupa, brez motija. Doskrat smo tako to pot za na Breze uporabljali, tudi mi dva z Andrejo ali pa drug otroc, Jakob je pa sploh velikrat tako šel gor in se mi zdi, da je bil to zelo tak lepa noč, nepozabna. Kako pa rešujete recimo zdaj? Še vedno pa skupaj delate, še vedno sta veliko skupaj na nek način, kljub temu, da imate nekako ločene enote. Kako pa zdaj recimo rešujete, ko pride Jakob z neko idejo, pa aj se je kaj spremenilo v teh letih? Jakob, to dam kar te besedo. Kako recimo ti občutiš, ti si takrat šel verjetno z nekimi drugimi občutki od doma, pa tako, zdaj pa, ko si se vrnil, si pa še vedno prišel v isti odnos. Ja, v tudi odnos je drugačen. Se mi zdi, ogromno več imam odgovornosti, oziroma za tisto, kar se zmenimo, če je bila moja ideja, pa jaz prevzamem odgovornost, pa pač jaz rihtam. Se za vsako stvar se probamo zmeniti, če pa pač kakšna manjša stvar se pa pač ne zmenimo. To pa moram jaz, oziroma ali pa mi dva s Klaro se to pogovoriva, pa pač prova pa čim boljšo pot najdeti. Kaj pa kakšna večja stvar, investicija, kakršnakoli, se pa skupaj dol usedemo pa zmenimo. Od ideje do izvedbe. Karkoli je. Pač za stroje ali pa za take stvari sem bolj jaz. Se mi zdi, da tudi malo več vem, oziroma več vem od tega, pa se jaz pozanimam za kakšno tako stvar, pa poj sam račun prinesem, ali pa predračun prinesem, pa se probamo dogovoriti, če bo šlo ali pa ne. Ali pa ona dva za svoje stvari. Tako se mi zdi, da imamo že ločene stvari, ki je kdo. Malo področja. Tako, ja. Kakšno strojno, veliko več jaz, kmetijo pa sirarno imata pa še starša. Tako, oziroma hlev pa sirarno imata pa starša. Pa tudi to bomo pač počas eno stvar, da bom jaz prevzel, oziroma da bom idel prevzela s Klaro. Se mi zdi, da človek vse naenkrat
je preveč, bi bilo preveč. No. Tako kot je tudi že oče rekel, da jih bova poj tudi rabila, tudi ko bomo enkrat prepisali, jih bova veliko rabila, ne. In za osirarno, in za hlev, ne, karkoli bo, če bova hotela iti na dopust, bosta mogla ona dva vse zrihtati, a ne. Samo bosta pa pač delala tako, kot bova midva hotela, oziroma bosta probala tako narediti, kakor sva midva, če bova že v osirarni nekaj drugega spremenila, kakor zdaj ona dva delata, bosta mogla čez nekaj let, ko bova šla midva na dopust, tako delati, ne. Ne tako, kot zdaj midva morava delati, ko ona dva delata. Ta sprememba bo poj, a ne. Kar se mi zdi, da ne bo problema, no. V čem pa vidiš, da je mlajša generacija kmetov drugačna od starejše? A ne? Ker Mirko je prej rekel, ne zastopam več vsega, pa tako, kaj bi ti rekel, v čem je današnja generacija mlajših kmetov drugačna od prejšnje generacije? Se mi zdi, da vsaka generacija je drugačna, ne. Še prejšnja je bila vojna, niso mogli nič, kakšna generacija je prisiljena v to zadelati, tudi mlajša, da starša silita otroke, da morajo delati na kmetiji, ali pa da mora biti ta mlad ali pa ta mlada, da morata delati. Da je neka čustvena dediščina, da to je treba. Ja, da je to treba, da je to nujno. Sicer take kmetije največkrat razpadajo, ali se zapijajo, ali kakorkoli. Tega je ogromno, ja. Tega je ogromno. Razlika je samo ideje, nove ideje. Tudi razvija se vse tako hitro, da jaz ne morem slediti več temu, ker se pri kravah spreminja, kakšni sistemi se zdaj že v krave daje, da točno vidiš, koliko vode popije, take stvari, to je dnevno nova stvar. Tako kot pri računalnikih se tudi na kmetiji se tako hitro razvija in pri strojih se tako hitro razvijajo stvari, da ne moremo več slediti, jaz ne morem več temu slediti. In je toliko drugače, da čisto razumem očeta, da pač ne razume, kako je lahko kaj možen sploh, kaj se zdaj dogaja, ne. Še jaz ne razumem. Tako da. Kje pa se recimo ti izobražuješ, oziroma kje črpaš neka nova znanja, da tudi nove ideje dobivaš, recimo? Največkrat na internetu, ali pa na kakšnih sejmih. Ogromno je pa tudi, so tako sosedovi kmetije, ki so pač tudi fantje in punce, no, ki se veliko, eni se prav stroje ukvarjajo, s prodajo strojev, oziroma en od sinov s prodajo strojev ukvarja in ogromno ve od tega. Ali pa če kaj rabe, samo njega pokličem, pa zrihta. Tako da samo prek družbe. Vsak nekaj ve, pa pride pa nekaj skupaj. Drugače pa največ pa internet. Kakšno imata pa vidva s Klaro vizijo, recimo za neko srednjeročno vizijo za kmetijo? Kaj si želite? Želiva si to, sirarno, pa kmetijo. Mogoče bi, če se bi dali, da bi samo sirarno še se ukvarjala, da bi kmetijo tako probala majhno pustiti, da bi imeli samo še take živali, ki ni tako potreben vsakodnevnega, oziroma molže pa take stvari, da bi mlek od druge dobili, druge kmetije, ki bi bila seneno, da je eko seneno, na primer, da bi lahko en delal to, en delal pa drugo, da bi bila ena taka zgodba. To je mogoče taka želja, ampak je pa še zmeraj veliko več vreden, da je doma žival, da je doma domače mleko, pa da se doma vse predela. Je pa s tem ogromno dela, tako da zaenkrat še iščeva, kako bo, ampak tako bo šlo naprej. Še iščeta svojo pot, se to je normalno kot mlada generacija. Ja, ena stvar, ki se mi pa zdi, da je pa res vajin skupni imenovalca, ne, so pa te odnosi, ki smo jih na začetku že omenili. A je recimo to, kar sta vidva naprej dala, vidite, da je nekaj pomembnega in dobrega za mlajšo generacijo, in a je mlajša generacija v tem kaj drugačna? Jaz mislim, da ni dosti velike razlike. Občutva, da cenijo to, kar so midva z Andrejo polagala na odnose, to se pravi najin otroci, da to cenijo
in da se mi zdi, da tudi oni strmijo za tem, da so pa morda samo poti do tega različne, da je morda drugačno so tem, bistvo, odnosi pa tako so pa, mislim, da so ostali kar dosti enak, da ni dosti razlike. Pot pa mogoče, da drugačne poti ubirajo do tega, ja, drugač pa mislim, da ni to dosti drugačno. Da so te bazične stvari ostale podobne. Enake, ja. Kaj bi pa ti mogoče rekel nekomu, ki bi tudi počasi predal kmetijo, pa mogoče ni takega odnosa, ali pa če bi ga videla zdaj pred 10 leti, imela bi drugače verjetno še govorila. Kaj bi mu rekel ti, da naj pazi, ali pa na kaj naj bo pozoren, ko bo prihajal v to fazo? Se mi zdi, da tukaj se pri slovenskih kmetijah res velikokrat zaključi, ker ni tega zaupanja, pa hkrati nek strah pred tem, kaj bo pa zdaj z mano, a bom zdaj kar usmeti v tem smislu, da me ne bojo več rabili, pa nima nekega svojega poslanstva več, tako. To se pravi, bi mu rekel, če bi me vprašal, drugačne, Ja. To je težko, to je težko reči, jaz sploh ne poznam celega ozadja enega človeka in tudi, če bi en kmet prišel, da bi se za mizo dal usedel, v eno ur se ne da celega življenja razpoznati, Tisti ljudje, ki kakšne probleme rešujejo, to delajo leta in leta, pa še ne rešijo, tako da to je skoraj nemogoče, Gotovo tiči en razlog v tem, da ima en veliko skrb ali pa bojazen, kaj bo z njemu na stara leta, Gotovo se ta problem ni pojavil včeraj ali pa lansko leto, ampak se je poglabljal desetletja in desetletja, najprej s svojo ženo ali pa s svojim možem, potem pa tudi odnosu do otrok. Jaz bi tle tako rekel, tako kot sem že prej rekel, se mi zdi, če smo tako z otrokom ali pa medva z Jakobom, da sva pogovorjena, da si zaupava, da čutva zaupanje. Jaz se ne bojim zase, da bom odveč ali pa da kva bo z mojo starostjo ali pa kako bo. Jaz vem, da bo ta Jakob pa Klara vse naredila, kar je v njunih močeh, da bo ta tudi nama pomagala. Gotovo ne morem vplivati na situacijo več kot 2 rok, nima obeden ali pa časa tok in tok, Prvi mora vsak poskrbeti zase pa za svojo družino, ampak se mi zdi, če si zdaj zaupava, da si bova tudi v težjih stvarih zaupava. In tako, na vprašanje, če pa odgovorim, jaz mislim, da je zelo dober, pa da se zelo dobro obrestuje, če mlajši generaciji zaupamo, da jim pokažemo, da jim zaupamo, pa da so zmožni in da jim to tudi povemo. Dobro ste, vse se te še naučili, marsikaj boste sprobali, ampak dobro vam gre, všeč mi je to, kar delate, ne vem, rada vas ima, ali pa tako, da jih pohvalimo. Jaz mislim, da je to nekaj posebenega, če jih starša pohvalita. Se pravi, to zaupanje, pa na drugi strani tudi, da to povemo. Tako, to je treba povedati, da to besedimo, da damo to. Tle ni tega, kako sem tamkrat povedal, pa za zmeraj drži. Te stvari mi vsak dan rad slišimo, vsak dan. Ja. Ampak za vaju z Andrejo tudi ni konec. Vi domate verjetno, si mislim, tudi če kakšne želje, mogoče po kakšnih stvarih, ki jih prej niste imela časa početi. Ja, sigurno malo, ja. Če ne bi to že preveč smešno bilo slišati, kakšne so še vse želje. Sigurno nimajo samo želje delati pa ustvarjati fizičnih stvari, Tako si želiva še kaj za naje narediti, Oba tako nekako vidva en tak velik mest, ali pa ga nama tudi otroci potrjujejo, da bi bila še po najboljših močeh, nekako na razpolago najnim vnukom. Se mi zdi, da je tisti čas prihajal pa to in to. Mislim, da nama bojo vnuki enkrat hvaležen, pa tudi njihovi starši, to se pravi najin otroci ali pa najin zeti ali pa snahe. Zaenkrat mislim, da imamo dober odnos, jih rad pripeljejo k nama in tudi vnuki rad pridejo k nama. To se pravi, tle vidva en tak mest, ki ga lahko še v življenju nekako izkoristva, pa tudi v tem uživa. Pa so pa še kakšne stvari, ki bi jih rada zase naredila, ampak če bo še Jakobu pa Klari pomagala, se bo to že kar dost za naje. Ja. Prej je Jakob rekel, da je med vama res videl, da sta se trudila za odnos, da ene stvari na nov način on v svoj zakon
tudi vnaša. Recimo. Kaj sta pa imela vidva ali pa mata, da se odmakneta od teh dnevnih skrbi, pa neke vpetosti v kmetijo, ki je lahko, vsaj v teh poletnih mesecih, praktično cel dan pa do pozne noči. Kako sta našla te odmike zase? Kaj sta počela ali pa kaj počneta zdaj? Tako, res za naju je bilo zmeraj tako, da sva imela zakonsko skupino, smo se enkrat na mesec srečevali, tudi nekaj dobrih prijateljev sva skozi to pridobila v življenju, ko smo se kdaj obiskali, pa je to bila kakšne lepe ure pogovorov, smo s tem izkoristili, pa kakšne lepe obiske. Potem res redno hodva, vsak let si vzameva čas, da greva na duhovne vaje v Stično, to je res en tak duhoven odmik, res raba in nama res velik pomen, se tudi fizično spočiva, predvsem pa odpreva ali pa sva se odpirala stvari, ki jih morda drugače nisva znala, mogla. Tam tudi konec koncev je le prideva tudi nekako tako pred Boga, pa se tam odpreva in sigurno pridejo kdaj. Mislim, res so prišle take dobre rešitve za težke probleme reševati. Potem sva si že kar veliko let nazaj tudi izbrala to skupino Dr. Perka, terapevtsko skupnost, ki so tudi najin otroci hodili nekaj po šolskih dolžnostih, pa to in sva to videla, da je to ena taka dobra pot tudi za naja, da nekako poskušava držati eno pravo smer v življenju. To se mi zdi, da nama pri tem zelo veliko pomaga. Tudi res pri razčiščevanju teh odnosov, kamor pri zakonski skupini to ni toliko v spredju, tle pa je pa to bolj. Pa tudi glede za to, da vidva s kakšnim težkim problemom se nekateri ljudje morajo na žalost v življenju soočati, kaj vse so prestali, da se takrat, ko se sam sebe postavim kdaj v vlogo žrtve, pa si rečem, da je pa res težko, pa res na dosegu roke priliko videti, koliko je res lahko kakšnemu težko. Tudi zaradi tega in tudi veliko takih dobrih prijateljev sva skozi to pridobila, ki je, se mi zdi, v življenju zelo prav, da jih imava, zelo prav in kar vztrajava še. To so take glavne stvari. Rada se tudi za oddih čas vzameva, zdaj še toliko lažje, ko so otroci večji, da pridejo na kmetijo, sploh zdaj, ko je že Jakob doma. Pa tudi prej sva si znala vzeti dopust. Veliko je moja mama še pomagala, ker je bila še tako agilna. Ali pa tudi kakšen prijatelj so prišli pomagati na kmetijo, tako da sva se vzela, ali pa kakšen vikend, recimo za obletnico, to sva zmeraj rada. Ste imela neke take svoje rituale, to so bili, ki so bili vajni. Časi so najin, ki jih imava za naje namenjena. Ste tudi našla vedno potem pomoč, dejansko se. To ni problem, če se želi, se to najde. To se mi zdi zelo velika popotnica, v današnjem času, ko smo zelo nagnjeni k temu, da ves čas delamo. Jakob, jaz bi mogoče zaključila z tisto pesmijo na spletni strani, imate Meškovo pesem, en del, daleč sem bil in se učil, hodil sem sam, kot vem in znam. Pa mi povej tako za zaključek, kaj bi pa ti rekel mogoče komu, ki je mlad, pa ima težke odnose doma, pa si želi vse nekaj prevzeti. Kakšno pot naj ubere ali pa mogoče kje ti vidiš to širino, ki jo mora pridobiti, zato da bo lahko sploh nekaj naprej peljal? Tujina, oziroma stran od doma. Stran od doma. Je težko jeti, se mi zdi, da je težko jeti, že od enega ritma, vsakodnevnega stran, pa tako, da ne moreš domov priti. Tako da res nekaj mesecev, da ne moreš domov priti. Ali pa eno leto, da ne moreš, da tudi stikov mogoče, da niso tako redni. To zelo priporočam. Nek tak odmik. Samo odmik, ja. Samo odmik. Se mi zdi, da to najbolj pomaga. Ne, da se bo odmaknil od težav ali pa od problemov, ki so ali pa ki so bili, ampak samo to, da je en odmik, da greš stran, ne tako stran, kot bi šel od žene, oziroma ne smeš iti stran od žene, ampak tako pa, da greš stran od svojih staršev, je pa samo tujina. Samo tujina. Tako da ne moreš domov priti. To je prva stvar. Da s tem dobiš novo perspektivo na to, kako je doma. Da dobiš nov pogled, pa da spoznaš druge ljudi,
da spoznaš druge načine odnosov, ki jih imajo. Ne napravim, da niso dobri, ampak so mi pač posebne, drugačne. In to je meni veliko prenesel, da sem to spoznal. Tako da res svetujem samo, da grejo stran od kmetije, pa da se pač za nekaj časa ucelejo, če je to možnost, če nimajo kakšnih punc ali pa že žena, da grejo v tujino. To je meni zelo veliko pomagalo. Pa tako, obi ima tudi ta skupnost, se mi zdi, a ne zdaj, Mirko, ti Perkova skupina, ti si v moški skupini, se mi zdi, da v bistvu vsi delate nekaj na osebnostni rasti. Trenutno jaz nisem na moški skupini, ampak vse na zakonski. Zbirajo pogum, da bi šla tudi Perko na to skupino terapevtsko. Ampak tam je pa red, pa disciplina še glede sebe. Ja, še zaključek, tečeta potem, oziroma tečeš? Ja, jaz še zmeraj rad tečem, to ne več tako, kot sem, ampak tako mi veliko pomeni, da grem lahko, da prečistim glavo, da sem tako sam s seboj. Kaj napišem v glavo ali pa kaj sestavim v glavo, tako da to mi je res za dušo. Da za gledalce sam razložimo, pri Perkotu v njegovih teh skupinah je kar precej poudarka tudi na tej disciplini. Vem, da je to reden tek oziroma to je ena izmed postavk. Terapevtske postavke. Čeprav za take majhen starejše člane smo mi to ni več so že popusti. Disciplinirani, so popusti, ja. In pa branje knjig, in pisanje pravzaprav svojih misli in tega, to se mi zdi super, da je res delo na osebnostni rasti. Ja, res je. Ja. Mirko in Jakob, hvala. Lahko bi debatirali še po mojem še dolg časa vseh teh odnosih, kaj vse to prinaša. To so take kompleksne zadeve, ampak lepe, vsaj prvo se mi zdi, da je tako šlo v pravo smer. Hvala za vse, kar ste delila z mano in pa seveda z gledalci. Jaz upam, da bo to dal še komu kakšen nov pogled, nov horizont odprl in pa srečno na kmetiji in v novi enoti kmetije, ki bo nekoč nastala. Hvala. Ja, tudi hvala tebi za povabil. Res bi rad poudaril, to nisva želela nobenih napotkov, da je pač bila sva povabljena, da poveva, ker bo vprašala, in to je bilo res zgolj to namen. Kva bo pa iz tega kdo potegnil, ali pa ne pa res čist njegova stvar. Bog ne da bi kakšen nasvete hotel. Ja, in moj namen je, da s tem širimo obzorja. Hvala. Ja. Hvala. Srečno.